Živjo, moje ime je Filip, star sem 23 let in danes bom govoril o svoji izkušnji nasilja v osnovni šoli in pa predvsem o čustvenem nasilju, ki sem ga doživljal doma, zaradi tega, ker sem transspolna oseba. Torej, če začnem na začetku, hodil sem v osnovno šolo v Radovljico. Imel sem to nesrečo, da je moja mama bila učiteljica slovenščine na tisti šoli. Tako da sem bil žrtev vrstniškega nasilja predvsem zaradi tega. Imel sem tudi veliko težav s tem, da sem že od nekdaj zelo visoka oseba, tudi dokaj močna oseba. In sem bil zaradi tega velikokrat žrtev nekih opazk. Klicali so me tudi Schwarzenegger. In svoj nek status sem pridobival s tem, da sem se v bistvu polagal v roke z sošolci, kar pa je v bistvu potem vodilo v to, da so mi govorili, da ne bom ljubljen, da ne bom nikoli poljubljen, da sem pač preveč grd za kaj takega. In potem v srednji šoli se je to umirilo oziroma je ta bullying izginil. Imel sem pa veliko težav sam s sabo, kar se tiče moje spolne usmerjenosti in spolne identitete. Zato sem se veliko sekiral zaradi tega. In potem šele na faksu, 2 leti nazaj, zdaj sem 4. letnik, v 2. letniku faksa sem šele v bistvu si priznal, da sem v bistvu transspolna oseba in da nisem straight. Potem je pa to za sabo povleklo predvsem nasilje doma. Ampak tukaj ne govorimo o nekem fizičnem nasilju, ampak o čustvenem nasilju, o čustveni manipulaciji, ki je v bistvu meni pustila še večje posledice, kakor sem si kdaj mislil. V bistvu se je začelo s tem, da so mi rekli, da nikoli ne bom, da ne bom delal to, da ne bom postal to, kar sem, dokler sem finančno odvisen od staršev, da je v bistvu ne morem biti zvest sam sebi, če mi oni še zmeraj dajo denar. To je bil v bistvu začetek. In me je spravilo v neko situacijo, ko nisem vedel čist, kaj narediti, ker v bistvu se je to čustveno nasilje pojavljalo že celo življenje nekako. Zmeraj je bilo to nabijanje na krivdo, nek občutek krivde, da jaz s tem, kar sem, da sem transspolna oseba, da s tem kvarim ugled družine, da se ne zavedam, kakšne težave povzročam svojim mlajšim bratom in sestri, da je v bistvu moja spolna identiteta en velik problem v naši družini. In če so oni hoteli ali pa ne to doseči, čutil nek velik pritisk oziroma odgovornost, da jaz nosim zdaj neko breme za vso družino in da vsa družina zelo trpi zaradi tega, ker sem jaz končno spoznal, kdo sem in da sem zvest sam sebi. V bistvu kasneje je problem pri čustvenem nasilju je tudi to, vsaj kar sem jaz opazil pri sebi, da sem zelo hitro pozabil vse žaljivke, vse transfobične izjave, vse manipulacije, vse izsiljevanje čez teden, ker sem se
2 leti nazaj še vsak teden vračal domov in sem v bistvu pozabil to neko nasilje, ki sem ga doživljal. In potem vsak vikend sem imel porušilo v bistvu vse, kar sem zgradil pri sebi, vso samozavest, ki sem dobil nazaj, kar sem potem pač malo probal umiliti s tem, da sem prihajal recimo na 2 tedna domov, čeprav je bilo zelo težko, ker hkrati so mi doma pač vsak vikend govorili, kako me ne sprejemajo, in če nisem bil vsak vikend doma, je bilo pa hkrati to, da se oddaljujem od njih in da zakaj to delam. Tako da nikoli ni bilo čisto prav in jaz sem tudi iskal neke drobce upanja v vsake spremembi njihovega obnašanja. Če so kdaj uporabljali pravi zaimek zame, ker tudi to niso veliko časa delali, sem dobil nek upanje nazaj, da mogoče stvari bojo v redu, da bomo neka srečna družina, ampak se je to pa spet porušilo. Tako da sem bil zapet v nek krog. Potem slabo leto nazaj sem dobil priložnost, da delam v Moderni galeriji, kar mi je v bistvu omogočalo to, da sem se lahko res 100% preskrbel s financami, pa tudi imel sem nek razlog, nek dober konkreten razlog, da čez vikend nisem hodil domov. Tako da je v bistvu ta distanca od njih mi je zelo pomagala, da sem prešel tudi čez to, da ni zmeraj nujno, da imaš rad svoje starše, če te ne tretirajo tako, kakor bi te mogli. Od takrat pač v bistvu naš odnos nekako se vzpenja in pada, zmeraj so neki ekstremni premiki naprej in potem spet padci nazaj, kar se tiče sprejemanja. Tako da pred kratkim je bil spet nek velik padec doma. Bilo je zelo veliko transfobičnih izjav, kako sem jaz spaka, kako bi bilo pač, mama mi je rekla, da je to, kar sem hujše, kakor da bi umrl otrok. In pač sem tudi takrat prvič pobegnil doma, pač par ur preden sem mogel nazaj v Ljubljano, ker nekakor nisem zdržal tega pritiska. In tudi, ne vem, sem tudi takrat na tej nizki točki v bistvu dojel, da se znam postaviti sam zase, mislim za sebe, in da sem nekako zrasel v tem, da se lahko postavim tudi lastni družini nasproti, ker pač me ne tretirajo tako, kot bi mogli svojega otroka. Tako da ja, mi je res pomagalo to, da sem imel tudi zmeraj neko osebo pri sebi, ki lahko pač zmeraj povem vse in mi tudi da neko ogledalo, da se vse to nasilje, to čustveno nasilje ne dogaja samo v moji glavi, ker se mi zdi, da je največji problem pri tem vrsti nasilja, da enostavno nimaš nekih dokazov, nimaš modric ali pa nekih fizičnih dokazov, da se je to zgodilo. Tudi besede so zmeraj tako obrnjene, da nikoli ne moreš reči, kaj točno so ti rekli, da je pač bilo tisto grozno. Zelo redko je nekaj takega, ker zmeraj je bilo na koncu pogovorov s starši, tako da sem jaz imel nek občutek krivde. In tudi, če sem hotel pač nekako izpostaviti neke stavke, ki so mi jih rekli, so v bistvu takoj rekli, da pač to ni res, da niso to rekli, tako tudi če je bilo to 5 minut nazaj. Tako da sem v bistvu pa že dvomil v to,
ali je to res, kar se dogaja ali ni. Ampak ja, ali zaradi tega sem rabil neko tretjo osebo, da mi je pač povedala, da se to res dogaja in da pač ni kul. Tako da mi je to pomagalo vzpostaviti to distanco do tega odnosa z njimi, da me ne more več toliko prizadeti. Druga stvar je v bistvu služba, ki mi je pomagala. Pač res ta finančna neodvisnost nekakšna, da res pač zelo redko tudi zdaj moram kdaj prositi za denar, ker imam tudi podporo pač druge finančno. In pa ne vem, tretja stvar je tudi to, da to svetovanje za LGBT osebe, ki ga omogoča Legebitra in transakcija, ker je v bistvu neka zastonj brezplačno svetovanje za pač LGBT plus osebe, kar je v bistvu zelo pripomoglo tudi k mojemu nekemu razvoju in prebolevanju teh bolečin. Tako da ja, želim pač govoriti o tem čustvenem nasilju, ker mi je tudi pač pustilo posledice, da ne vem, se počutim krivega za situacije, kjer v bistvu nimam nič se začutiti krivega. In da recimo, da se stalno opravičujem za vsako stvar, ker imam zmeraj ta občutek, da vse nisem dovolj dober ali pa da imam neko odgovornost, neko veliko odgovornost, ki je sploh v bistvu ni potrebe, da jo imam. Tako da na tem delam. In četrta stvar, ki bi pa še omenil, je pa pač pomagalo mi je tudi to, da sem res vzpostavil distanco s tem odnosom s starši, zavestno, ker gre to v bistvu nekako navkriž s tem konstruktom, da moramo pač imeti starše radi in da smo pač dolžni biti hvaležni za vse, kar so nam dali, čeprav pač ni bila naša odločitev, da smo prišli na ta svet. Tako da ja, pač te stvari. Drugače pa, čeprav je to pustilo posledice in čeprav se to še zmeraj nekako dogaja v nekih dozah, mogoče malo manjših, ampak v resnici ne vem, kaj se bo zgodilo. Sem vseeno ostal nekako zvest sam sebi, pač pomagalo mi pri tem tudi to, da imam neke umetniške talente, pač ali naslikam kaj, veliko tudi pišem pesmi, poezijo in glasbo. Tako da to so bili neki filtri, ki so mi pomagali skozi vse situacije, tudi skozi to, o kateri govorim. Tako da ja, grem naprej in se spopadam s tem še zmeraj vsak dan. Ampak se mi zdi pomembno in vredno, da o tem govorim, ker se mi zdi, da veliko ljudi prihaja skozi, da veliko ljudi gre skozi take situacije, ali pa je šlo, ali pa bojo šli. Tako da ja. Hvala.